Dobrodošli v Rogaški Slatini, dobrodošli v Muzej Anin dvor. Muzej Anin dvor deluje v Rogaški Slatini od leta 2012 in tu lahko danes vidimo 8 različnih zbirk. Se pravi, v Aninem dvoru se vidijo vodna zbirka, parkovna zbirka, lepotna zbirka, ker je predstavljena kozmetika Afrodita, potem imamo steklarsko zbirko, ker so predstavljeni materijali, iz česa je sestavljeno steklo, orodja in postopki. Potem imamo eno čudovito zbirko grafik, donacije gospoda Kurta Millerja in še potem 3 zbirke Ljudskega muzeja, to so pa domozdanska zbirka, v tem primeru zbirka vezana na Rogaško Slatino in kraljeva zbirka, ker se tudi zdaj trenutno nahajamo, in filografska zbirka, to je pa zbirka podpisov raznih znamenitih osebnosti, od športnikov, umetnikov, politikov in tako naprej. Jaz se dejansko celo življenje nekje ukvarjam z kulturo, umetnostjo, zadnje čase z muzealstvom, zadnjih nekje že skoraj 18 let. To je neka zadeva, ko ti pride že podzavestno v kri nekje od malega. Jaz sem že kot mali fantek iskal razne stvari na podstrešju pri stari mami, tam sicer nič ni bilo zdaj nekaj strašnega, ampak dobival sem tisti feeling. Potem smo pa tako vsi otroci zbirali, ne vem, jaz se najbolj spomnim sličic opice Vali, ko sem bil mali, smo zbirali. Potem se je pa začelo značke, znamke, vse druge stvari, potem me je zanimala Prva svetovna vojna, Druga vojna in tako naprej. Potem sem pa prišel nekje do enega trenutka, ko sem enkrat sem za hec pisal, koliko zbirk imam različnih, kriterij sem dal, da moram imeti 10 eksponatov in sem napisal, ne vem, 33 zbirk. Potem sem pa rekel, nekako to ni vredi in sem se bolj fokusiral v 3 zbirke, te, ko sem jih naštel, se pravi zgodovino Rogaške Slatine, zbirka podpisov in iz te zbirke podpisov je izniknila tudi nekje ta zbirka Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije, ki pa je dejansko danes najbolj pomembna zbirka v Ljudskem muzeju, ker je to ena zadeva, ki je bila dolgo let, bi rekel, zapostavljena, tako vedno v zgodovinskih obdobjih, ampak v Sloveniji moramo biti v bistvu ponosni na vsa zgodovinska obdobja, kot je bila tudi ta Kraljevina SHS in Kraljevina Jugoslavija. Na začetku, ko je bila otvoritev Muzeja Anin dvor leta 2012, je bilo, jaz mislim, na hitro rečeno, pol manj teh eksponatov, ki jih vidimo danes, kajti to je živ muzej, ker jaz non-stop kaj nabavim, novega kupim in tako naprej in potem dodajam noter. Sam koncept sem zasnoval tak, da je zanimiv širšim množicam, se pravi, mi smo turističen kraj Rogaška Slatina in sem gledal tak, da bojo te zbirke zanimive, zdaj, če gremo in Italijanom, in Angležom, Nemcem, Rusom, za vsakega se nekaj najde. Posebej še pa ta kraljeva zbirka, kajti vse te, bi rekel, kraljeve družine evropske so bile na nek način povezane med sabo, so se poročale in tako naprej in to so v bistvu, bi rekel, po nekih rodbinah in tako naprej. Druga stvar je bila pa ta, ki me je spodbudila pri tej zbirki, ko sem hodil predtem po raznih muzejih po Sloveniji in niso imeli skoraj nič eksponatov iz obdobja Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije. In to me je nekako, sem dobil neko inercijo in danes vidim, da sem bil na pravi poti, da sem se za to odločil, ker tu je v bistvu ogromno vseh teh stvari, ki so pomembne. Odločil sem se pa, ko sem prejle omenil koncept, je pa zato tak, da je iz vsakega področja po nekaj. Ker mi imamo zbiralce, jaz imam ogromno kolegov zbiralcev, ki imajo, eni zbirajo samo odlikovanja, eni zbirajo sablje, eni zbirajo uniforme. Jaz sem pa rekel, da bom iz vsakega področja zbral po nekaj, ampak do danes sem pa prišel do te faze, da je dejansko to tudi so, lahko rečemo, neke vrste relikvije, osebni predmeti kraljeve družine, od teh raznih originalnih portretov do pisem njihovih. Tule imam recimo čevlje kralja Petra II., ogromno fotografij so posvetili podpisi, frak princa Andreja, ogromno je tega in tu se vsi, ko jih
vsaj malo zanima ta del zgodovine, potem še posebej ob razlagi zelo navdušijo za celo to zbirko. V založbi Ljudskega muzeja Rogaška Slatina je že išlo kar nekaj katalogov, publikacij in tudi, lahko rečemo, 2 resni knjigi na temo zgodovine. Prva je bila išla leta 2017, Kralj Peter v Slovenskih Alpah, ki smo jo ustvarila z kolegom dr. Petrom Mikša. Je bila kar, bi rekel, doživela svoj sloves ta knjiga, ker smo jo predstavljali širom po Sloveniji in tudi v Beogradu na Belem dvoru. To je ena čudovita zgodba, ko je šel kralj Peter za svojimi sokolskimi tovariši na čelo z tem sokolskim starešino Ivanom Kovačem, so obhodili vse slovenske planine, vključno z Triglavom. In potem iz tega sem pa nekje tudi spoznal študenta njegovega, Petrovega, evo danes je postal že, letos je postal doktor, Ivan Smiljanič, tudi en čudovit kolega z tega področja. Smo pa ustvarili, tole za nami je dejansko ta en zelo redek eksponat, zadnji postavljen spomenik Karadžordževićem v Sloveniji. Govorimo tu o uradnih spomenikih. To je delo Borisa Kalina, spomenik je stal pred Sokolskim domom v Zagorju ob Savi in ko sem jaz to nabavil, smo nekako prišli do tega. Ivan je že sicer kar dosti raziskoval te spomenike po Sloveniji in smo tudi oktobra lansko leto ob moji 35. obletnici ustvarjanja na tem Kunstfestivalu je išla tudi ta knjiga, tako da zelo priporočam v branje, da boste dobili malo feelinga tega, kaj se to nahaja, potem pa seveda vabljeni v muzej Anin dvor, ker boste lahko vse te zadeve spoznali. Posebej dobrodošle razne skupine, bodisi upokojencev, raznih društev, šolskih skupin, dijaških skupin in tako naprej, ker to je dejansko ena zadeva, ki je pomembna za slovensko preteklo zgodovino.